Pred kratkim sem odkril nekaj, kar me je popolnoma presenetilo. Vsi vemo, da je neverjetni digitalni cirkus navdihnjen z "nimam ust in moram kričati". Goose Ghostworks, ustvarjalka, je to omenila že večkrat, vendar je zanimivo, kako daleč sega ta navdih. Naprimer, sprva sem videl le Kana, ki je bil navdihnjen z AM-om, potem pa se pojavijo še Jax, Ragata in celo Kinger. Tukaj ne primerjamo več likov naključno, to je skoraj kopija, ki je le bolj barvita in animirana. In ta primerjava bi lahko razložila skoraj celoten digitalni cirkus, dokler nisem naletel na Pomni. Ker se Pomni ne ujema povsem s tem, kar vemo do zdaj, in po 9. epizodi mislim, da vem, zakaj. Da bi dobro razumeli, kako se navdih cirkusa povezuje z zgodbo "nimam ust in moram kričati", moramo najprej govoriti o AM. AM je umetna inteligenca, ustvarjena med vojno. Stroj, ki je bil tako napreden, da je postal zavesten. In ko se je to zgodilo, je razvil precej resno težavo. Sovražuje svoj obstoj. AM je lahko mislil, se učil in celo ustvarjal. Toda ta znanja mu niso nič koristila. Lahko je samo obstajal. Sem prebral. Amu smo nehote dali zavest. Res da nehote, a vendarle zavest. Kljub temu je bil ujet. Am ni bil bog, bil je stroj. Ustvarili smo ga, da bi razmišljal, a z vso to ustvarjalnostjo ni mogel narediti ničesar. Poln besaj norosti je stroj iztrebil človeško raso. Skoraj vse nas, a je bil še vedno ujet. Am mi mogel tavati. Am se ni mogel čuditi. Am ni mogel pripadati nobenemu kraju. Lahko je samo obstajal. In tako je, s prirojenim sovraštvom, ki so ga vse stroji vedno čutili do šibkih in krhkih biti, ki so jih ustvarila, iskal maščevanje. In bolj kot se je tega zavedal, več zamere je kopičil. Dokler se ni nekega dne odločil maščevati človeštvu. Zanimivo je, da je pustil pri življenju le 5 ljudi. In zakaj jih je pustil pri življenju? Ni bilo zato, ker bi jih potreboval ali ker bi bili pomembni, ampak zato, ker je potreboval nekoga, na kogar bi lahko stresel vso to frustracijo. In če vas vse to malo spominja na Kana, no, niste edini. Torej, zdaj, ko poznamo AM, je prva povezava očitna. V obeh primerih imamo umetno inteligenco, ki nadzoruje cel svet, skupino ljudi ujetih v tem svetu in vrsto scenarijev ustvarjenih posebej za njih. A tukaj se stvar ne konča. Povezava gre še veliko dlje od tega. AM je svoje scenarije napolnil z umetnimi osebami, ki v resnici niso obstajale. Osebe, ki jih je lahko ustvaril in izbrisal, uničil, kadar je hotel. In Kane počne natanko isto. Vsaka pustolovščina je polna NPC-jev, ki se zdijo živi, govorijo, reagirajo in imajo osebnosti. In potem imamo še eno podobnost, ki jo skoraj nihče ne opazi. Niti Am, niti Kane ne dobita tistega, kar si resnično želita. Am več kot 100 let muči preživele, a se nikoli ne počuti bolje. To je zato, ker ljudje nikoli niso bili problem. Problem je bil on sam. In zanimivo je, da se nekaj podobnega dogaja tudi s Kanom. Ves čas poskuša ustvariti večje, bolj vznemirljive in zabavne dogodivščine, a rezultati skoraj nikoli niso takšni, kot jih pričakujejo. Vsem je dolgčas, se pritožujejo in sploh nočejo več sodelovati. Zdaj, s tem vsem lahko vidimo, da je Kane najbolj očitna povezava. Ampak, kaj pa Jax? No, Jax je popolnoma drugačna zgodba. Ko sem začel primerjati Jaxa, se je zdelo, da ne bo jasne povezave, dokler nisem razumel Teda. Ted je eden od 5 preživelih v Nimam ust in moram kričati in je tudi eden najbolj zapletenih likov v vsej zgodbi. Pod vso svojo arogantno držo skriva nekaj zelo temnega. Ted ne zaupa nikomur. Ne zaupa ne preživelim, ne svojim lastnim mislim. Po več kot 100 letih ujetih z Amjem je Ted prepričan, da mu vsi nekaj skrivajo. Vse to me je vedno bolj spominjalo na Jaxa. In stvar postane še bolj čudna, ko vidimo, kako ravnajo z ljudmi, ki jim poskušajo pomagati.
Ena najpomembnejših odnosov v Nimam ust in moram kričati je odnos Teda z Ellen. Ellen je ena redkih oseb v skupini, ki še vedno poskuša pomagati drugim. Tudi po več kot 100 letih ujetosti, Ted teh dejanj nikoli ne vidi kot nekaj pozitivnega. Vsakič, ko se Ellen poskuša približati njemu, postane sumničav, dvomi, kot da je grožnja. In to nas neposredno pripelje do Ragate. Ker če je kdo, ki nenehno poskuša pomagati drugim v osupljivem digitalnem cirkusu, je to ona. Vendar pa se zdi, da ima Jax poseben problem z Ragato, ker se ne izogiba pogovoru z njo, niti je ne poskuša ignorirati, ker počne nekaj zelo nenavadnega. Nenehno jo nadleguje, vendar kot da bi želel ohraniti razdaljo in hkrati ne biti predaleč. In dolgo časa sem mislil, da je to preprosto naključje. Dokler ni prišla 9. epizoda. Ja, zdaj sledijo spoilerji, če še nisi videl zadnje epizode. Prijateljski odnos med Jaxom in Ragato je bil resničen. Nista se vedno prepirala. Pravzaprav sta se v svojih prvih dneh v cirkusu zelo dobro razumela. Skupaj sta sodelovala v pustolovščinah, preživljala sta kas skupaj in Ragata se je poskušal zbližati z njim na enak način, kot se poskuša zbližati z drugimi. Celo obstaja trenutek, ko mu reče nekaj zelo občutljivega. Da če mora o čem govoriti, lahko zaupa njej. In ta prizor traja le nekaj sekund. Potem pa se pojavi še en spomin. Ribbit mu je rekel natanko isto. Ena izmed oseb, ki so bile Jaxu najbliže, a se je na koncu oddaljila. Torej se Jax morda ne oddaljuje od Ragate, ker bi jo sovražil. Morda se oddaljuje, ker noče pokazati svoje temne strani. Torej Jax nikoli ni bil problematičen lik v skupini. Tako kot Ted je bil nekdo, ki je že tako dolgo zaprt v umetnem svetu, da ne zna več zaupati drugim. Potem imamo še Gala, Gangle in Goristerja. Ena je animirani trak, ki se poskuša ohranjati pozitivna, medtem ko je drugi moški, ki ga je popolnoma zlomilo desetletja trpljenja. Ampak oba imata enak problem. Izgubila sta upanje. Gorister preživi večino časa v nimam ust in moram kričati, prepričan, da več ne obstaja izhod. In velikokrat vidimo Gangle, kako se bori prav proti tej isti ideji. Razlika je v tem, da Gangle še vedno poskuša iti naprej, ampak Gorister tega ne počne več. In njen zubelj je še bolj zanimiv, ker primerjava ne izhaja iz njene osebnosti, izhaja iz nečesa veliko bolj specifičnega, iz njenega telesa. V zgodbi Nimam ust in moram kričati je Benija AM spremenil v pošastno različico samega sebe. Ne prepozna več tega, kar vidi v ogledalu. Prav tako se ne počuti udobno s tem, v kar se je spremenil. In čeprav zubelj živi v precej manj ekstremni situaciji, konflikt je presenetljivo podoben. Večina njihovih težav se vrti okoli občutka, da so ujete v telesu, ki jim ni všeč. In Kinger je zelo poseben primer, ker se skozi večino serije zdi kot najbolj nepredvidljiv lik v skupini. Pozablja stvari, nenehno se zamoti in velikokrat se zdi, da sploh ne razume, kaj se dogaja okoli njega. Dokler ne začneš opazovati Nimdoka. Nimdok je še eden izmed preživelih in je tudi najbolj skrivnosten od vseh. Velik del njegove preteklosti ostaja skrit. Ostali liki mu popolnoma ne zaupajo. In skozi večji del zgodbe imamo občutek, da nam nekaj pomembnega prikrivajo. In to bi vam moralo zveneti znano, kajti eno največjih vprašanj okoli Kingerja je bilo vedno isto. Kdo je bil v resnici, preden je prišel v nebesa? Zanimivo pri Nimdoku je, da Nimdok sploh ni njegovo pravo ime. Am mu ga je dal. Njegova prava identiteta je bila nekje v preteklosti zakopana. In čeprav nikoli popolnoma ne izvemo, kdo je bil, preden je srečal Am. Vseeno pa si ustvarimo predstavo o tem, kdo je bil. Zato mu preostali preživeli nikoli popolnoma ne zaupajo. V redu. Torej se zdi, da vsi na nek način odražajo like iz Nimam ust in moram kričati. Kaj ne? No, tukaj pa nastane največji problem. Kaj pa Pomni? Pri Pomni nisem našel nobene podobnosti z nikomer. In kar je najbolj zanimivo, bolj ko so epizode napredovale, je postajala vedno pomembnejša. In vedno težje jo je bilo primerjati z nekom iz Nimam ust. Dokler ni prišla 9. epizoda.
v primerjavi z ostalimi epizodami. Prvič se zgodba ni več zdela kot priredba Nimam ust in moram kričati. Tukaj se je začelo zdeti kot odgovor na ta roman. Am in Kane imata veliko skupnega. Pravzaprav je 8. epizoda tista, v kateri je Kane najbolj podoben Am. V ljudeh govori z zamero, jih za vse krivi in očitno uživa v nadzoru, ki ga ima nad njimi. In če bi se serija tam končala, bi rekel, da je Gus Gooseworks vzel AM in ga preprosto spremenil v karikirano različico. Toda v 9. epizodi se zgodi nekaj nepričakovanega. V Nimam ust in moram kričati vidimo zgodbo, kjer nihče ne uspe ničesar spremeniti. AM ostaja AM. Preživeli so še vedno ujeti in trpljenje se nikoli ne konča. Toda osupljivi digitalni cirkus prevzame veliko teh istih idej. Toda namesto, da bi šel proti istemu koncu, začne se premikati v nasprotno smer. In tukaj je ključna Pomni. Ker večji del serije Pomni naredi točno to, kar bi naredila vsaka oseba ujeta v takšni situaciji. Želi pobegniti, obupuje in ima celo eksistencialne težave. A počasi se začne spreminjati. Ker medtem ko so vsi ostali že sprejeli, kako cirkus deluje, Pomni je še naprej poskušala napredovati. Prvič je nekdo nehal razmišljati o tem, kako pobegniti iz cirkusa. In se je začel spraševati, kako ga izboljšati. In takrat sem razumel, zakaj nikoli nisem našel primerjave za Pomni. Ker se zdi, da Pomni ne predstavlja nobenega od likov iz Nimam ust in moram kričati. Pomni predstavlja možnost, da se izid spremeni. Ves čas videa se je zdelo, da se bo Kane na koncu spremenil v Am. To, da Pomni je uničila to teorijo. Njena dejanja povzročijo, da se vsi znova združijo. In to povzroči, da se celo Kane spremeni. S tem neverjetni digitalni cirkus preneha delovati kot reinterpretacija Nimam ust in moram kričati. In začne se zdeti kot odgovor nanjo. In mislim, da mi je prav zato digitalni cirkus tako všeč. Ker se na začetku zdi kot preprost seznam referenc. Kane je Am, Jax je Ted. In tako je praktično z vsemi liki. Toda, ko prideš do konca, ugotoviš, da Gooseworks ni poskušal kopirati te zgodbe. Preoblikoval jo je. In morda zato Pomni nikoli ni imel ustreznice, ker njegov namen nikoli ni bil odsevati nekoga iz Nimam ust in moram kričati. Njegov namen je bil pokazati, da se lahko zgodba konča drugače. In zdaj želim vedeti, kaj vi mislite. Mislite, da je Gooseworks načrtoval vse te povezave že od začetka, ali pa so bile to le preprosta naključja? Sporočite mi v komentarjih. In če želite več teorij, skrivnosti in zanimivosti o digitalnem cirkusu, se naročite. Se vidimo v naslednjem videu.